Pozdravljeni v oddaji o parašportu, oddaji Tempo. Danes se nahajamo na enem prav posebnem mestu in sicer smo pri odštevalniku, ki odšteva dneve do Paralimpijskih iger v Parizu. Danes piše 146 dni, jutri, ko bo oddaja premierno na sporedu, pa bo pisalo 145 dni. In tako bo vsak dan en dan manj do 28. avgusta, ko se igre uradno začnejo. Mi smo z oddajo že začeli, tukaj pa si poglejte napovednik vsebine. Predstavili vam bomo mladega parastrelca Maja Cerkvenjaša. Strokovni posvet, ki se je odvil v okviru programa Postani športnik. Z nekdanjo odlično parastrelko Veselko Pevec se bomo spomnili njenega paralimpijskega uspeha. Oddajo pa bomo začeli z aktualnim uspehom slovenske ženske reprezentance v odbojki sede. Paralimpijske igre v Parizu se bodo začele 28. avgusta in zaključile 8. septembra. Uvrstiti se na ta največji in najprestižnejši dogodek so sanje vsakega vrhunskega parašportnika. In čisto na sveže si je svojo vozovnico za Pariz priborila slovenska ženska reprezentanca odbojke sede. Na Kitajskem se je odvil kvalifikacijski turnir v odbojki sede, na katerem je zmagovalno ekipo čakala še zadnja vstopnica za Paralimpijske igre letos poleti v Parizu. In to vstopnico si je priborila Slovenija. Veliko je bilo v igri in bilo je napeto do zadnjega trenutka. Igralo se vsak z vsakim, potem po finalu prvi in drugim med sabo, za končno prvo mesto. Tako da v bistvu, kljub temu, da smo v začetnem delu premagali vse ekipe, še nismo na nek način naredili nič, Tako da je bil polfinale toliko bolj napet. Ampak nam je tudi tam ratal, tako da je bilo noro. Taki vzponi pa padci na eni tekmi, ne vem sploh, kako smo to preživeli. Prvi set gladko dobile, drugi set gladko zgubile, se spet vrnale, spet padle, spet vrnale in v petem setu res mislim, da pokazali tisti pravi karakter. Tako da ja, definitivno najtežja tekma, sploh čustveno. Punce so odigrale celoten turnir z hladno glavo, z mislijo, da pač smo dobro trenirali in da dobro igrajo. Niti v enem trenutku, res niti v enem trenutku niso podvomile v sebe. Mogoče prej jaz kot one same. In na koncu je bilo pač to dovolj za to tesno, ampak res je zasluženo zmago. Zmagovalen prihod nazaj v domačem Peter je bil srčen in slavnosten. Tu so jih pričakali družina, prijatelji, mladi športniki, visoki predstavniki in podporniki slovenskega športa, župan občine in seveda domači gasilci. Prek televizije sem za svojim atijom gledala, sam nisem pa vsega pogledala. Čestitamo odbojkaricam, navijale bomo za vas v Parizu. Ko enkrat vidiš, da ljudje sprejmejo tvoje delo, da ga cenijo, je to nekako največja nagrada, vsaj za tiste, ki smo res srcem pri športu. In še enkrat se jim najlepše zahvaljujem za tak res veličasten sprejem. Za slovensko reprezentanco odbojke sede bo to že 4. nastop na Paralimpijskih igrah, a prvi po igrah v Londonu leta 2012. Res lahko rečemo wow, in to je tak dosežek, da nekdo uspe biti na 4 olimpijskih oziroma paraolimpijskih igrih, tako da sem ponosna. Sem ful vesela, da nam je to uspelo. Res ta čast vsem soigralkam, vodstvu, ki so pač res nam nudili podporo oziroma smo držali kot eno ekipa. Na paralimpijskem turnirju se bo pomerilo zgolj 8 reprezentanc iz celotnega sveta, tako da že sama uvrstitev na igre velik uspeh. Tak kamen se mi je odvalil od srca, ker smo res toliko vse skupaj vlagali v ta šport. Vedeti moramo, da parašport je vseeno specifika. Tako da sicer se imamo za profesionalke, ampak treniramo v bistvu ob službah, ob študiju in je tak uspeh, mislim, da treba še bolj ceniti in res še enkrat čestitke vsem nam.
Puncam sem dan svetoval, ne se obremenjevati preveč. Veste, svoje že dosegle. Med 8 reprezentancev uvrstiti se na olimpijske igre dovolj. Zdaj pa, če bo pa nekaj več, to bo pa nagrada. Seveda bomo veseli, ampak ta sproščenost nam bo mogoče prinesla še več. In jaz jim želim vse najboljše in se že vsi tukaj deremo, gremo v Pariz. Slovenijo! Pariz! Punce, čestitke! S tako zmagovalno energijo grem tudi sama z večjim zagonom na svoj trening. Paraplezanje žal še ni na paralimpijskih igrah, ampak držimo pesti, da bo kmalu. Jaz sem že na plezališču, vi pa greste na strelišče spremljati mladega parastrelca Maja. Živijo, jaz sem Maj, devetošolec in moja največja športna ljubezen je streljanje. Maj Cerkvenjaš se je s streljanjem začel ukvarjati pred 5 leti. Šport je takoj vzljubil. Zdaj trenira 3-krat tedensko v Ljubljani na strelišču ob Dolenjski cesti. In čisto pred kratkim je opozoril nase tudi na državnem prvenstvu. Moj največji uspeh je zdaj, ko sem radil državni podprvak v parastreljanju. Streljanje mi je že tako všeč kot šport in se mi zdi, da je tudi zelo tak umirjen šport. Šport, ki rabiš ful veliko koncentracije, pa ima neke postopke, katere moraš cel čas ponavljati si v glavi, zato da ti pride v kri. Maj je en perspektiven mlad strelec, ki smo ga hitro posvojili pri Olimpiji kot svojega, kot enega izmed super fanta. Maj je z voljo pa z zanosom pokazal, da je ta prav. Strelstvo je res da visoko na lestvici Majevih priljubljenih stvari. A kot učencu 9. razreda osnovne šole največ časa zase zahtevata šola in učenje. Njegovi šolski dnevi se začenjajo zgodaj zjutraj s šolskim prevozom Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje iz Kamnika. Draga šola mi ni lih v mojem srcu, mi ni lih na pravem mestu, ampak vem, da moram narediti, zato da bom lahko šel naprej v srednjo, pa da bom imel neko izobrazbo. Veseli me v bistvu računalništvo, ko bom šel tudi pol naprej na isto šolo, na ta program računalnika, programiranje programov pa ustvarjanje logotipov. Maj v šoli opravi tudi fizioterapijo. Vaje, ki jih redno izvaja, mu izboljšujejo njegove telesne sposobnosti ter mu pomagajo pri samostojnejšem življenju, kot tudi na njegovi športni poti. Ko sem bila noseča, je bil Maj šolski primer otroka v trebuhu. To pomeni, da je bilo vse BP. Ko se je pa rodil, so pa videli, da ima na hrbtu eno luknjo. Temu se reče odprta hrbtenjača ali spina bifida. On je imel pa najhujšo obliko mielomeningokelo in so ugotovili v bistvu, da dejansko morajo nujno pod operacijo zapreti hrbet, mišice, plastično operacijo, zato da se to lahko sanira, tako da lahko otrok preživi. Maj ne čuti spodnjega dela telesa. Diagnoza pa je seboj prinesla tudi slabše delovanje in večjo skrb za ledvica, mehur, prebavo, nevarnost vodenoglavosti ter slabši vid in koncentracijo zaradi mnogih operativnih posegov že v njegovih mladih letih. Na fizioterapiji krepi telo, izboljšuje koordinacijo in stabilnost, pa tudi vztrajnost in fokus. Če bi lahko dan po njegovem okusu mirno minil brez šole, pa bi bil dan brez družine prazen in pust. Maj živi v ločeni družini, ki pa je med seboj tesno povezana. Izmenično biva pri mami in pri očetu, a za Maja najpomembnejše stvari počnejo vsi skupaj. Najlepše mi je, ko smo vsi na kupu in imam še več ljudi okoli sebe, ki vem, da me imajo radi in imam jaz od njih.
Njegov pozitiven odnos do športa je v veliki meri pomagal graditi oče, ki je bil nekoč tudi sam športnik. Pri športu dosežeš neke cilje, ne? In s tem v bistvu vidiš, kaj še zmoreš, ne? Koliko zmoreš. Ne? In tudi samozavest se vzdiguje, seveda za zdravje je dobro, za psihično, fizično moč, vse skupaj. Ne? In na Maja to zelo dobro vpliva. Ne? Smo šli, ne vem, za kolesarjenje, tukaj ni dvoma. Maja, recimo, dosti močan v rokah, lahko gremo kolesart. Ne? Soča je dosti stabilen, smo lahko odpeljali Sočo, ne? Smo se lahko zapeljali za Siton top. Ne? Kaj svem, plezanje po steni, v končni fazi s pomočjo, ampak ponovno da se. Ne? Nam je večji izziv, bom rekel, sama ta tehnična podpora. Ne? Naj si bilo, kako pridemo do plaže, ne? Ali pa kako ga damo v vodo. Ne? Sej, na tržišču obstajajo določeni izdelki, ki ti to olajšajo, tako da kjer vidimo priliko, da se da, pa da zmoremo, probamo kaj narediti. No. Pri nas je šport kar, bom rekel, sestavni del. No. Sva dober tandem, rada se imava med sabo. Pač imava vsak svoj najljubši šport, Maja ima streljanje, jaz imam gimnastiko, ampak greva pa tudi skupaj, tako, recimo, ko smo zdaj išli kolesart, pa ne vem, kaj se žogati, pa tako. Če je pri očetu veliko športa, pa imata z mamo druge skupne ljubezni. Midva se bolj povezujeva v kakšnih umetniških stvarih, rada slikava, rada pojeva, tako je, rada meditirava, no predvsem jaz to ne tukaj, ampak ga navajam, no, tako, da ve, da je to tudi dobro, da mu pomaga. In tako pridemo spet nazaj do Majeve največje športne ljubezni, parastrelstva. Šport mi da v bistvu užitek, umirjenost, fokus, pa prijateljno, ki jih imam tukaj zdaj že kar veliko. Pa nikoli ne pozabim na zabavo. Maj pa ima v parašportu tudi svoje vzornike in visoke športne cilje. Moj vzornik je Rajmond Debevc, pa imam še Tirška, ki mi je tudi velik vzornik. No. Od meni dolgoročnih ciljev mi je biti tudi prvi državam, pa mogoče svetovni prvak enkrat. Zelo rad pa tudi že zdaj svojo ljubezen do športa in športne izkušnje podeli z drugimi. Pač vse, kar se radi z športom ukvarja, pač bi jih rad spodbudil k temu, ker je šport res nekaj, kar te odpre in te naredi človeka. Pa tako je tudi fajn za kondicijo, pa za užitek. Šport je super stvar. Tudi in še posebej za mlade z različnimi vrstami invalidnosti. Program Postani športnik skrbi, da potuje dobre informacije o športu do vseh mladih in njihovih staršev. V okviru programa Postani športnik je bil organiziran poseben strokovni posvet. Primeri dobrih praks vključevanja otrok in mladih invalidov v športne aktivnosti je bila tema tokratnega videokonferenčnega strokovnega posveta, ki sta ga v okviru programa Postani športnik pripravila Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite in Lidl Slovenija. Z udeleženci, med katerimi so bili predstavniki izobraževalnih ustanov, športnih klubov, občin kot tudi starši, je svojo športno zgodbo podelil košarkar, ambasador programa Postani športnik David Škorjanc. Svoje delovne izkušnje sodelovanja z otroci in mladimi z različnimi telesnimi in duševnimi posebnostmi pa sta predstavila športna pedagoga Nika Šuc z centra Janez Levac in Aleš Koštomaj z osnovne šole Mengaš. Aleš Koštomaj je predstavil svoje individualno delo z mladim učencem in parašportnikom Matevžem. Po svetu sem v bistvu predstavil najino celotno delo, celotno zgodbo,
kako se je to začelo odvijati, kakšni so bili na začetku izzivi, ki smo jih potem skupaj z starši seveda pa z vodstvom šole premagovali. Lepo se vidi tudi ta naš napredek in na koncu ta nagrada je pač bila v lanskem šolskem letu, so se vse stvari poklopile, tudi z njegovim primarnim športom, namiznim tenisom, da je postal državni prvak v namiznem tenisu v svoji kategoriji. Ta posvet dejansko mi je dal tudi eno tako lepo izkušnjo, kako pokazati, predstaviti te stvari mogoče širši javnosti, da vidijo, da se lahko tudi v šoli izvaja tak program. Na nek način sem jaz z Matevžem orala ledino, ker tega programa pri nas nismo tako izvajali nikoli. Dodatna strokovna pomoč za šport, predmet šport. In verjamem zdaj, da bodo pač tudi mogoče drugi otroci imeli to možnost, da bodo lahko se tega programa na področju športa ga izkoristili. Nika Šuc pa deluje kot profesorica športa ter specialne in rehabilitacijske pedagogike v centru Janeza Levca, kjer je ves čas v stiku z otroci in mladimi, ki potrebujejo posebno obravnavo. Primerov dobrih praks je ogromno v zadnjih letih, res mislim, da sicer take majhne korake delamo, ampak za posameznika velike in vedno bolj se razvija tudi ta parašport. Eden izmed teh programov je tudi Postani športnik, Zveza za šport invalidov Slovenije. In v bistvu hočemo mi čim več nekih mladih športnikov invalidov pridobiti in predstaviti šport, predstaviti možnosti, nekako pokazati, da je vse možno, no? Da se veliko da narediti, da bi vsaj na rekreativni ravni pridobili čim več mladih tudi v šport. Včasih je tudi pri kadru lahko mogoče kak strah, kako se sploh spopadati s tem, mogoče tudi pri učiteljih v šoli, ampak tudi v bistvu na tem delamo, da bi se čim bolj nekako usposobili več kadra in tudi opolnomočili učitelje, ki že itak delajo s temi učenci. Posvet je le ena od mnogih aktivnosti, ki se tekom celega leta odvijajo v okviru programa Postani športnik. Postani športnik razvijamo že mnogo let. Skupaj z Lidlom Slovenijo smo nekako se odločili, da na tem področju poskušamo vključevati mlade invalide na lokalnem območju. V tem trenutku smo že kar nekaj mladih vključili v sisteme športa, trenažne sisteme. V veliko pomoč sta nam tudi zdaj že oba tabora, tako poletni kot pozimski. V nekaj naslednjih mesecih bomo tudi zagnali projekt Evropskih socialnih skladov, kjer bo v Sloveniji nekako na široko odprl vrata vključevanja invalidov skozi lokalno območje v sisteme športa, ne glede na starost, pa ne glede na obliko invalidnosti. Jaz mislim, da je res šport neka taka široka, kako bi rekla temu, panoga, no? Kjer lahko res veliko otrok vključimo, tako invalidov, splošne populacije, oseb z motenjem v duševnem razvoju, hkrati se je tudi vključujoče, ne? Tako da zadovoljstvo življenjem je tle pomembno, gibanje nasploh, to se mi zdi res tako, da zelo pripomore k vsemu. Šport nam prinaša tudi dobro družbo, treninge, tekmovanja, potovanja in objave na socialnih omrežjih. Skupaj preverimo, kaj so naši parašportniki objavili na spletu. Poleg uspeha deklet v odbojki sede, naj tokrat posebej izpostavimo ponovno odličen nastop tenisača Marina Kegla. Na mednarodnem turnirju v Varšavi je zasedel 3. mesto in se s tem prebil na 2. mesto svetovne lestvice med gluhimi teniškimi igralci. V začetku maja se bodo najboljši svetovni gluhi teniški igralci ustavili na turnirju v Murski Soboti. Odlična priložnost, da Marina Kegla podprete v živo. Na uri Soča so se odvile jubilejne, že 30. bolnišnične igre. Zbrane je najprej pozdravila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Tekmovalci pa so imeli za navijače mnoga zveneča imena slovenskega športa in parašporta. Med njimi Petro Majdič, Iva Čarmana, Matejo Pintar Pustovrh in Leno Gabršček. Tu pa sta še 2 povabili. Natečaj Plakat olimpijskih in paralimpijskih iger Pariz 2024 vabi k sodelovanju izobraževalne ustanove vse od vrtcev do srednjih šol.
Več informacij najdete na spletnem naslovu Olimpijskega komiteja Slovenije. Drugo povabilo pa velja vsem, še posebej pa parašportnikom, da se v čim večjem številu na poti po Sloveniji pridružite slovenski bakli. Vse v slovenski bakli si lahko preberete na naslovu paris2024.olympic.si. Spremljajte in navijajte za naše parašportnike na spletni strani in družabnih omrežjih Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja. Parašportniki, ki se pripravljajo na paralimpijske igre, imajo svoj pogled jasno usmerjen proti poletju in proti Parizu. Mi pa se bomo obrnili malce nazaj in se skupaj z zlato paralimpijko Veselko Pevec spomnili njenega nastopa na paralimpijskih igrah. Veselka Pevec je naša nekdanja odlična parastrelka. Vrhunec njene športne kariere pa je zmaga in zlata medalja v streljanju z zračno puško na poletnih paralimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiro. Še malo pred začetkom paralimpijskih iger pa se sama ni nadejala tako velikega uspeha, saj kar nekaj časa ni vedela, da je za njeno slabšo strelsko formo kriva pokvarjena puška. Nisem imela nobenega rezultata in sem prav rekla, kam pa jaz grem, kaj čem tamo delati, če ni naš z mano. 2 treninga pred Rio mi je trenerka ugotovila, da je puška pokvarjena. Prvi trening, ki mi je zamenjala diopter vrhunski in pol tamo vsi treningi in tekma in finale. Samo da nisem imela puško pokvarjeno, Bog ve, če toliko časa trenirala. Vse je nekako bilo povezano, mogoče mi je to bilo usojeno. Kljub popravljeni puški in dobrim treningom pa se na paralimpijskih igrah ni mogla zares sprostiti. Saj prav v času njenih nastopov v Rio de Janeiro doma v Sloveniji zbolela hčerka. To taki trenutki nepredvideni, kad te vržejo, mogoče če tega ne bilo, mogoče sploh ne bi bila zlata. Meni so misli bili doma, trenerka pa pravi, da najbolj pri strelstvu je, da nisi skoncentriran glih na strelstvu. Da moraš biti malo odsoten, da Bog ve, kako je bilo, ampak bilo je uspešno. Vse skupaj se je razpletlo srečno doma in zmagoslavno na tekmovanju. Tu pa je še anekdota s finalne tekme, ko Veselka Pevec do samega prihoda na zmagovalni oder ni dojela, da je zmagovalka paralimpijskega finala pravzaprav ona. Kot zadnja sta se v velikem finalu za zmago pomerila skupaj s parastrelskim kolegom Frančkom Gorazdom Tirškom. In skupaj spisala do sedaj največji slovenski parastrelski uspeh, ko sta za Slovenijo dosegla zgodovinsko dvojno zmago. In meni je bilo vse lepo, vedela sem, da sem srebrna ali pa zlata, ni važno. Ste bila zadnja 2 strela in ko so še zadnji strel ustrelila, jaz sem pogledala na monitor, on je bil še vedno prvi, a druga in se rekla, ni problema, srebrna sem. Kaj je bila podelitev, on mene vedno poriva na sred. In se reka, pa kaj, jaz bolj brenzam, ona me bolj poriva. Takrat zvedela, da sem zlata, nisem mogla dojeti. Jaz, ko sem pogledala, še vedno niso oni verjetno toliko hitro spremenili. Zelo ponosna in zelo rada se spomnim teh stvari, glede Rija, glede športa. Za danes vam maham v pozdrav in vas ponovno vabim, da se nam pridružite čez mesec dni.